In prihajamo na prvo točko, to je volitve in imenovanja. Predlog sklepov ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti. Predlagatelj je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in prihajamo na prvi sklep, to je sklep o imenovanju Komisije za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Poročevalka gospa Ivanka Učakar, imate besedo, izvolite. Dober dan še enkrat in hvala za besedo, gospod župan. To se pravi, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 17. seji 6.4. obravnavala predloge za imenovanje članov Komisije za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, kar se navezuje na sklep občinskega sveta sprejet na 15. seji. In predlagamo, da se v to komisijo imenujejo Karmen Kaplja, Jože Korošec, dr. Jernej Markelj, Duško Papež, Žan Potočnik, Franci Struk in Mojca Škraba. Hvala lepa. In drugi del je pa seveda se navezuje na nadaljevanje, da na svoji prvi seji izmed članov imenujejo predsednika in namestnika predsednika. To je to. Dobro, odpiram razpravo. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o imenovanju Komisije za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Glasujemo. Magister Urban Brgant? Za. Natalija Berlec? Za. Anton Iskra? Za. Alenka Jevšnik? Za. Karmen Kaplja? Za. Jože Korošec? Za. Dr. Jernej Markelj? Za. Nives Matjan? Za. Magister Šem Stomjanovič? Sem za. Duško Papež? Duško Papež? Ančka Podbevšek? Za. Bogdan Pogačar? Za. Žan Potočnik? Vzdržan. Robi Prosen? Za. Dr. Janez Rifel? Za. Edis Rujevič? Za. Matija Sitar Močnik? Za. Cvetka Slapnik? Za. Anton Tone Smolnikar? Vzdržan. Franci Spruk? Za. Marko Šarc? Za. Mojca Škraba? Za. Ivanka Učakar? Za. Karla Urh? Karla Urh? Za. Aleksandar Uršič? Glasujem za. Žaklina Zdravkovič? Za. Grega Zorman? Za. Igor Žavbi? Za. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugi sklep. To je sklep mnenje k imenovanju ravnateljice gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Besedo ima poročevalka gospa Ivanka Učakar. Izvolite. Na isti seji, ki sem jo že omenila, na 17.6.4. smo v komisiji tudi obravnavali dopis sveta gimnazije srednje šole Rudolfa Maistra, v katerem je ta občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenih kandidatih za ravnatelja oziroma ravnateljico. In sklep se glasi takole: občinski svet, predlog sklepa seveda. Občinski svet občine Kamnik daje pozitivno mnenje Bernardi Trstenjak, prijavljeni kandidatki za ravnateljico gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, z obrazložitvijo, da je prijavo kandidata in kandidatke obravnavala Komisija za mandatna vprašanja in da je
komisija obravnavala vso predloženo dokumentacijo, to se pravi kurikulum vitae obeh kandidatov, program dela za mandatno obdobje in smo obrazložili, da kandidatki podajamo pozitivno mnenje, medtem ko drugi kandidat komisije ni prepričal do te mere, da bi se mu podalo pozitivno mnenje. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Besedo ima Igor Žavbi, izvoli. Hvala lepa za besedo, gospod župan, lep pozdrav vsem prisotnim na današnji seji. V svetniški skupini LMŠ smo bili že na dopisni seji, ko je bil predlagan sklep, da občinski svet da soglasje vsem 4 kandidatkam za ravnateljico, nekoliko presenečeni nad tem, da nismo imeli nobenega podatka. Tudi glasovali smo na dopisni seji, ko ni možna niti razprava, niti se ne more vprašanja postaviti. No, potem je pa prišel članek na kamniški spletni portal, Kamnik.info, in potem se je tam kar malo pisalo, še odgovor je gospa Čakarjeva dala nazaj. Nekaj časa kasneje je dobil KVIAZ oziroma KMVI predlog da da soglasje kandidatki in kandidatu za ravnatelja ŠCRM v Kamniku. Tokrat je komisija odločila drugače, in sicer, ker je imela na izbiro samo 2, se je odločila za enega. Zdaj sklep je spet brez vseh podatkov, razen tega, da eni damo soglasje, drugemu ne, ker ni prepričal komisije. Gospa Ivanka Avčakar je v svojem javnem pismu dejala, da so v komisiji predstavniki vseh svetniških skupin in da se lahko pogovorimo. To drži, ampak eno je napisano v gradivu, drugo je pa tisto poročilo predstavnika komisije potem na svetniški skupini, ki pa meni osebno pri takšnih odločitvah, ko se gre za občinski svet, ne zadostuje. No, za povrh vsega se je zgodilo še to, da sem jaz konec tedna, pa potem čez vikend prejel kar nekaj telefonskih klicev, da kaj se pa občina zdaj gre, da kako pa to deluje, in sem bil, priznam, da kar malo presenečen, ker nisem sprva vedel, zakaj se gre. Nato mi je bilo pa razloženo, da drugi kandidat prihaja ravno tako iz šolskega centra Rudolfa Maistra, ker jaz sem dobil strani komisije nekoliko drugačne informacije, oziroma to je to, kar zdaj govorim. Eno je povedano, drugo je napisano. In teh telefonskih klicev je bilo kar nekaj, da zakaj samo ena, zakaj ne damo soglasja obema, ker, kolikor imam jaz občutek, je predvsem interes zaposlenih, da izberejo drugega ravnatelja. Ampak moj namen zdaj ni ugibati, kateri od kandidatov je primernejši za ravnatelja našega srednješolskega centra, ampak bi želel, da imamo enake vatle za vse. Zdaj, če ste zaradi kratkih rokov uspeli na komisiji pred prejšnjo sejo ugotoviti, da so vse 4 kandidatke ustrezne, me zanima, na podlagi česa ste zdaj ugotovili, da en kandidat ni primeren. To je eno. Potem drugo, gospod župan, vprašanje za vas. Seznanjen sem bil, da je bil 9. aprila, da je bilo poslano pismo občinskim svetnicam in svetnikom, in sicer na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24. Sprašujem, zakaj tega pisma nismo dobili. Pismo naj bi poslali zaposleni iz šolskega centra Rudolfa Maistra. In pa še predlog za v prihodnje. Jaz si želim na teh takšnih primerih nekoliko več podatkov o kandidatih, ker se bomo tako tudi občinske svetnice in svetniki lažje odločali. Moram priznati, da sem bil zelo presenečen na začetku vašega mandata, gospod župan, ko smo izbirali direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo.
ko ste kandidatu dal možnost, da se je na občinskem svetu predstavil. Jaz sem si želel, da to postane praksa na našem občinskem svetu, ampak mi smo šli popolnoma v nasprotno smer in zdaj te podatki postajajo kar neko tajni. In če gospod Čaka reče, da mnenje občinskega sveta nima neke teže, potem predlagam, da se to ukine, ampak ukiniti se ne more, ker je določeno z zakonom, potem naj se da nekoliko več podatkov ven. Ker občinski svet vseeno mislim, da ima neko težo. Če ti nekoga zavrneš, potem rečeš, da ni primeren, ampak če rečete, da nima teže, potem pa pogledajte samo, a izpolnjuje formalne pogoje, ima primerno izobrazbo, ima primerne izkušnje, če jih ima, dajte kljubce in rečete, ustreza. Ne moramo se pa potem, če ni neke teže, mi odločati, ali nam je program, ki ga je kandidat predstavil, všeč ali nam ni. Svetniška skupina Liste Marjana Šarca bo glasovala proti temu sklepu, ker se nam zdi, da bi mogli uporabiti enake vatle v vseh primerih in pa da bi mogel biti občinski svet s podatki o kandidatih nekoliko bolj seznanjen. Hvala lepa. Ok, svetnice, svetniki. Besedo ima magister Šemso Mujanović. Spoštovani navzoči, prijazno pozdravljeni z moje strani. Nekaj se bom verjetno ponavljal, ker je Igor že kar nekaj stvari povedal, ampak vseeno bom kar začel. To se pravi, razširitev dnevnega reda s tole omenjeno točko je pritegnila posebno pozornost pri meni iz večjih razlogov. Zagotovo tudi zato, ker je Kamniška gimnazija oziroma, kot se je takrat imenovala SENŠRM, bila šola, na katero sem jaz hodil kot dijak. In to je tudi šola, ki zdaj na koncu nosi ime GSŠRM, na kateri sem delal 15 let. Imam pomislek, lahko rečemo tudi osebno mnenje oziroma tudi vprašanje za člane komisije za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja v povezavi s tem predstavljenim predlogom za današnjo sejo. Praviloma se kandidatom za ravnatelja, ki imajo vse pogoje za razpisano delovno mesto, poda enako mnenje, največkrat pozitivno. Tak primer, kot smo že slišali, je bilo pred kratkim, ko je komisija dala pozitivno mnenje vsem 4 kandidatkam za ravnateljico vrtca Antona Medveda, ki je mimogrede zavod, katerega ustanovitelj je občina Kamnik, pomeni, da je tudi neposredno vpleten in oziroma financiran in tako naprej. Zdaj, gimnazija in srednja šola Rolfa Maistra, ki je za razliko od vrtca ustanovitelj država. To pa pomeni, da ni nekega neposrednega vpliva oziroma ni financiranja. No, v tem primeru pa komisija oblikovala predlog, kjer bi pozitivno mnenje dal enemu kandidatki, drugemu pa ne. Zdaj, obrazložitev smo slišali, mene ta obrazložitev ne prepriča, bi pa še nekaj stvari izpostavil. Zdaj, rekel sem, da je praksa, da se da pozitivno mnenje vsem kandidatom, ki izpolnjuje pogoje, lahko povem tudi iz osebne izkušnje. Je to normalno, ker sem ob kandidaturi za delovno mesto ravnatelja Dijaškega doma Tabor, ki je tudi ustanovljen s strani države, je MOL, Mestna občina Ljubljana, podala pozitivno mnenje vsem 3 kandidatom, ki smo bili takrat v igri, čeprav nas niso nič poznali. Tako da jaz moram vprašati člane komisije za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja oziroma predsednico, ki tu komisijo predstavlja, zakaj ta razlika, glede na vse povedano, enkrat ja, enkrat ne, drugačni kriteriji v primeru za vrtec, drugačni v primeru za gimnazijo. In kaj je tisto, kar je člane komisije tako močno prepričalo, da da enostransko pozitivno mnenje? Pa vprašal bi še eno stvar, če je pri oblikovanju tega predloga bilo to soglasno ali so imeli tudi člani komisije drugačna mnenja notri. To najbrž sicer ni direktno primerljivo, ampak jaz se moram malo pohecati, malo je pa vseeno podobno. Gre za to, kot je naredil naš predsednik vlade, čestital je Trumpu za zmago, še preden so bile volitve zaključene. Jaz ne vem, če je to modro, kar vnaprej podati mnenje enemu, ker se čisto preprosto lahko zgodi tudi obratno, da bo pač novi potrjeni izbrani ravnatelj kandidat, ki mu občina ni podala pozitivnega mnenja in bo potem pač sodelovanje težje. Zato sprašujem,
zakaj takšna odločitev in če je sploh smiselno iti v ta nepotreben rizik. Zdaj, jaz poznam še vedno nekaj zaposlenih na gimnaziji, na Kamniško gimnazijo v drugoletniku, tudi moj sin. Imam nekaj informacij, ki govorijo, da bo tekma za novega ravnatelja tesna. Nenazadnje tudi vse to, kar je bilo slišano in povedano, se pravi dogajanje, ki se dogaja, pritrjuje temu. In zdaj se pojavlja tudi vprašanje, ali z enostranskim mnenjem občinskega sveta želimo vplivati na nadaljne postopke. To po mojem mnenju ni ravno modro. Zdaj, da ne bo pomote, jaz nisem proti kandidatki, ki jo komisija preferira, in tudi nisem za kandidata, ki ga je komisija ocenila za neprimernega. Samo opozarjam, da zdaj v teh časih negotovih, da je nespametno odločati vnaprej, veliko bolj modro je, da se oba kandidata ocenita kot primerna in naj pretehtajo glasovi, ki so bistveno bolj pomembni v teh postopkih in imajo tudi večjo težo. To so mnenje pedagoškega zbora šole, potem dijaške skupnosti, katero je treba zelo upoštevati, svet staršev in na koncu seveda tudi svet zavoda, kjer pa ima občina enega predstavnika. Da ne bom preveč dodatno razpredal, opozoriti bi moral še na eno malenkost. Podatki, ki sem jih pridobil, javno dostopni so seveda na spletu in govorijo o padanju uspešnosti dijakov Kamniške gimnazije na splošni maturi. In ta padec je izrazit ravno v zadnjih 3 letih. Na osnovi teh podatkov je Kamniška gimnazija, ki je praviloma vedno bila nad državnim povprečjem, je zdaj padla toliko, da smo že 2 točki pod državnim povprečjem. Tako da mislim, da to je tudi treba vzeti v obzir. Skratka, jaz osebno bom glasoval proti predlogu, ki ga je komisija pripravila. Predlagam, pozivam, kakorkoli, da se zadeva spremeni, da ponovno, da se oblikuje enotno mnenje za oba in da se prepusti dokončno odločitev organom šole, kjer bojo pač izrazili podporo novemu ravnatelju. To je to. Osebno menim, da če bi izrazimo podporo samo enemu kandidatu, se potem prevzame tudi en majčken delček odgovornosti za morebitne negativne posledice, ki jih pa pač 5-letno vodenje enega kandidata pač prinese. In zelo elegantna poteza je pač, da se da obema pozitivno mnenje in se rešiš oziroma kakršnekoli odgovornosti oziroma ne si nalaga dodatne odgovornosti na pleča. To je pač moje mnenje. Hvala, ker ste mi prisluhnili, pa lep dan še naprej. Hvala. Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, župan. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Lahko se pač strinjam z obema predhodnikoma, bi pa opozoril tukaj pač na nek drug vidik. In sicer v KVIAZ-u so predstavniki 7 strank ali list in tudi samostojni svetniki, ki so pač v občinskem svetu. To so, vsaka stranka je predstavlja ali pa predstavlja, se pravi, izkušeni in verodostojni predstavnik in jaz tu vidim pač KVIAZ kot avtonomno telo. Se pravi, da sam občinski svet v bistvu po mojem mnenju ne bi smel spreminjati ali pa si želim, da ne spreminja pač odločitev, ki jih na KVIAZ-u pač predstavniki sprejmejo. Ravno zaradi te avtonomnosti, tukaj bi opozoril tudi, da KVIAZ ne izbira ravnatelja, da nikomur ni dal pač negativnega mnenja, da je pač podal pozitivno mnenje res samo eni kandidatki, čeprav se osebno zavzemam, da bi vedno vsem, ki pač izpolnjujejo pogoje, podali pozitivno mnenje. Ni pa nič narobe in ni prvič, da temu ni bilo tako. Spomnimo se pred 5 leti in se vprašamo, ali je aktualna trenutna ravnateljica dobila pozitivno mnenje strani KVIAZ-a. Podobno je bilo tudi pred 5 leti pri imenovanju ali pa kandidiranju ravnateljice vrtca. Se pravi, svet zavoda, vsakega od teh zavodov ima tisto možnost, tisto nalogo, da izbere ravnatelja. Občina lahko poda mnenje, lahko ga tudi ne poda, ampak za kar se jaz zavzemam je pač, da ne bi spreminjali na občinskem svetu odločitve, ki so bile sprejete na KVIAZ z večino. Kajti s tem posežemo avtonomnost,
Kviaza in tudi tem, ki so tam predstavniki, jim pokažemo nek rumen ali pa rdeč karton, kar si pa jaz pač ne želim, ker vem, da delajo pač po svojih najboljših močeh. Na kar bi še opozoril, tukaj Igor izpostavil, se pravi na vse telefone, ki zvonijo in brnijo ne samo njemu, ampak tudi ostalim članom občinskega sveta in Kviaza. Pisma, ki se pošiljajo, meni se to ne zdi primerno, da se še v fazi podeljevanja teh mnenj na ta način poskuša vplivati na člane občinskega sveta. Lahko, da ima nekdo, ki kandidira pač za mesto ravnatelja, da se čuti, verjetno bi se tudi jaz čuti prizadetega, ker ni dobil pozitivnega mnenja, ampak ne vem, če je to primerno za nekoga, ki kandidira na tak položaj, da piše pisma v fazi podeljevanja postopka. Postopek niti ni zaključen, dobivamo pozive, dobivamo telefonske klice, meni se to pač ne zdi primerno in se na take zadeve niti ne bi in se nikoli ne bom odzival. Tako da tudi pri, kot sem že rekel, pri podeljevanju mnenja za GŠSRM, ki se zdaj reče, ni prvič, da je samo enemu kandidatu podeljena pač pozitivna mnenja, tudi že pred mnogimi leti je bilo tako. Tako da se zavzemam za to, da se vsem, ker nočem pač vplivati na to, da se kdo počuti pač prizadetega, zato pač v fazi postopka. Moramo pa vedeti, da je drug avtonomen organ, ki izbira ravnatelja, in to so sveti zavoda. Tako da jaz bi tukaj zaključil in se zavzemam za to, da ne spreminjamo pač odločitve Kviaza. Hvala. Hvala. Besedo ima Žan Potočnik. Ja, lep pozdrav, hvala za besedo in lep pozdrav vsem kolegom in kolegicam. Najprej uvodoma povem, da sem tudi jaz bil nekoč, ni tako dolgo nazaj, dijak te, rekel, prekrasne šole v Kamniku in imam nanjo najlepše spomine, to so bile najlepša leta in obenem se v tem lahko zahvalim nekdanjemu ravnatelju gospodu Šemsu Mojanoviču, ker je res poskrbel, da smo imeli primerno učno okolje in da so zadeve štimale. Bil sem tudi v njegovem času zelo aktiven, bil sem podpredsednik dijaške skupnosti, bil sem član sveta zavoda, predstavnik dijakov in vem, kakšne stvari so se takrat dogajale in kako je prišlo, bom rekel, do teh sprememb glede ravnateljev, pa dobro, mogoče to ni za danes. Zdaj, če se malo navežem, se absolutno strinjam z vsem, kar je povedal gospod Šemso. Bogdana pa ne razumem čist najboljš, ker jaz bi pa tako rekel, če se dogajajo pisma, če se dogajajo ti klici, očitno je nekaj narobe. Zame je to alarm, vedno je res, da sta vedno dve plati, ampak tukaj očitno nekaj ne štima. Kot je že gospod Šemso omenil, je zelo objektiven podatek padec uspeha splošne mature, kar mene osebno zelo, zelo žalosti, glede na to, da je bila kamniška gimnazija zelo dolgo časa nadpovprečna, smo imeli res lepe uspehe in smo bili v ponos, zdaj to pada. Poznam dijake, nisem imel, rekel jaz, klicev samo s strani profesora, ampak tudi strani dijakov največ klicev in dijaki, pa če vam iskreno povem, imajo jasno mnenje in si želijo sprememb. Absolutno jaz nisem proti nikomur, ampak želim jasne, poštene, transparentne, bom rekel, pogoje oziroma enake pogoje za vse in ne razumem tukaj, je seveda res, Kviaz je predvsem zelo avtonomno telo, ampak gre se tudi za to, kako je strani predsedujočega oziroma vodje, kako so te kandidati predstavljeni, kakšni podatki so, rekel, tem našim članom Kviaza predstavljeni, na kakšen način in kako. In ne želim absolutno, da kot občinski svet preferiramo samo enega kandidata. Zakaj bi se mi usmerjali, če je tako, kot so že lepo kolegi povedali, na koncu svet zavoda ključen, ki izbere kandidata izmed obeh. Ampak zakaj bi mi tukaj pri nekom zapirali vrata in nekoga preferirali? To se mi enostavno ne zdi fair. In jaz bom tudi glasoval v bistvu proti temu sklepu. Hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Hvala lepa za besedo, vsem in lep pozdrav iz Škofjeske doline.
Ja, takole, lejte, kogarkoli človek naredi, jaz sem tudi predstavnik, mislim, član tega KVIAZ-a, kogarkoli človek naredi, ni nikoli prav. Zadnjič smo dali soglasje vsem 4 kandidatom, kandidatkam, je bilo vse narobe, potem zdaj smo se pač nekako odločili večinsko, velika večina, mislim, da 6 izmed 7, če prav razumem, smo dali eni kandidat, ki spet ni nič prav. Tako da jaz se včasih vprašam, kakšno ima to sploh se prav pomen tega, da daje občina, občinski svet mnenja se pravi tem kandidatom. No, to mi ni čisto jasno bilo že nekdaj, pa sem kar nekaj časa član tega, kao piše, da moramo dati neko mnenje. Zdaj, moje razmišljanje je v tem, da pač občinski svet, občina mora gledati pač, se pravi, kandidata, kako on sodeluje z lokalno skupnostjo oziroma z občino. Občina sama se verjetno ne vtika v samo poslovanje oziroma v samo, bom rekel, učenje, v same postopke te šole, ampak se pač nekje, to je moje mnenje, da oceni sodelovanje z občino. Občina je kot ustanovitelj, seveda ni pa tla ključna poteza. Mislim, da ima občina samo enega predstavnika noter od 13 in odločitev bo seveda potem na strani tega sveta, ki bo izbral tega se pravi ravnatelja za naslednji 4-5 let. Ampak v glavnem na KVIAZ-u smo se pogovarjali precej o teh zadevah in na koncu smo se pač odločili tako, kot smo se odločili. Me pa tudi moti ta anonimna pisma in pa se pravi te podatki zdaj, tudi to mene moti. Zaposleni, jaz bi lahko to pritisnil, dajmo še drugemu kandidatu mnenje, ampak ne bodo podpisi, se pravi 80% ali pa 70% ali pa 60% podpira, se pravi to je v vsaki šoli posod so to neka razklanost in če že tukaj zdaj vlada neka razklanost, verjetno bo potem tudi vladala neka razklanost. Tako da težko se tukaj daj odločiti, če bi pa, ne vem, 90-80% zaposlenih nekako se podpisali pod to anonimko, bi pa človek tudi malo bolj razmišljal potem. Tako da, lejte, še enkrat bi prosil, da te postopki, ki se pravi ta imenovanja oziroma mnenja k tem kandidatom, se mi zdi, da včasih nimajo popolnoma nobene teže. Je pa seveda, v preteklosti se je to dogajalo in verjetno se bo še dogajal, ampak kakorkoli narediš ni prav. Se pravi, na zadnji smo dali vsem, ki so izpolnjevali pogoje, pozitivno mnenje, zdaj pač nismo dali negativnega, ampak nismo pač dali mnenja in spet ni prav. Tako da, glejte, jaz ostajam pri svojem načelu, tako pa smo pač na KVIAZ-u velika večina sklenila, tako bom tudi jaz glasoval zdaj. Hvala. Besedo ima Aleksandar Uršič. Ja, gospod župan, hvala za besedo. Pozdravljeni vsi prisotni na seji. Najprej bom govoril kot član KVIAZ-a oziroma Komisije za mandatna volitve in vprašanja. Dejstvo je, da mislim, da ne bo noben tega zanikal, sem bil jaz edini član komisije, ki je v uvodu kot prvi govorec na to temo povedal, da glede na ponovo v bistvu to, kar sem že na prejšnji seji glede kandidatk za ravnateljico vrtca povedal svoje mnenje, da kot član komisije ne morem ocenjevati primernost kandidatov in kandidatov iz skaniranih življenjepisov in prijav in tako naprej. In če svet zavoda, ki razpisuje in zbira kandidature, preveri vse skupaj, da so zadeve ustrezne, se pravi, da vsi prijavljeni ustrezajo razpisnim pogojem, si jaz ne upam vzeti dolžnosti, da sodim, kdo v teh 4 ne dobi pozitivnega mnenja, kdo dobi negativnega in tako naprej. Predvsem zaradi tega, ker smo nek vmesen organ, ki dejansko na koncu je tisti, ki odloča, je svet zavoda, ki sprejema in tukaj ne glede na to, kaj odloči komisija, kaj odloči občinski svet, je na koncu na svetu zavoda, na tistih posameznikih, kako se bojo odločili, ker preverjeno vem že iz preteklih izkušenj, da dostikrat ne glede na to, ali je to predstavnik ustanovitelja, ni nujno, da glasuje tako, kot občina hoče, niti ali pričakuje, niti predstavnik staršev ne glasuje vedno tako, kot se starši odločijo in zaposleni in tako naprej. Tako da
Mene v bistvu žalosti po eni strani, v glavnem nisem zaključil, bil sem edini, ki je to predlagal, ampak iz nadaljne razprave sem zelo hitro videl, da sem edini in zato tudi na koncu nisem se ne vzdržal, ne nasprotoval tistemu predlogu, ker rezultat je bil jasen. V bistvu danes bi mogoče bil sam pri sebi malo manj slabe volje, če bi že takrat nasprotoval tistemu predlogu. Za v bodoče pa zdaj povem, da bom kot član komisije vztrajal pri tem, da nikoli ne obravnavamo nobene zadeve pod hitro in da grejo pol na občinski svet za razširitvami. Kot komisija si bomo vzeli dosti časa za stvari predelati, za občinskemu svetu predlagati, zdaj, če bojo pa zavodi pravočasno stvari pošiljali, ne, je pa druga stvar. Prav tako predlagam oziroma prosim občinsko upravo, da to tančico skrivnosti, katere razlog so v bistvu osebni podatki, odgrne in da začnemo javno s temi zadevami operirati. Se pravi, nekdo, ki se prijavi za to, da bo direktor ali ravnatelj javnega zavoda, jaz mislim, da že v štartu ve, da se daje na pladenj in medijem in vsem in pač bomo vsa ta imena objavljali, če si Kamnik tako zelo želi vedno znova vedeti, kdo vse so te kandidati. Je pa tole zdaj le zadnji primer, jasen pokazatelj, da več kot očitno to ne vodi v pravo smer, ker to, da se nam zdaj dogajajo anonimke in vse živo ob jasnem signalu, se pravi, da zaposleni želijo spremembo in da zaposleni v bistvu, ki imajo v svetu zavoda 5-krat večjo moč kot mi, zdaj na nas pritiskajo, da spreminjamo odločitve. Po tistem, kar sem videl, sem v bistvu bil zelo na tem, da rečem, ok, dajmo. Ampak to z anonimkam, s klici, z vsem skupaj, v bistvu zdaj razvrednotili bomo in komisijo in občinski svet, ker očitno vse pelje v smer, da na koncu je ulica tista, ki bo rekla, takole hočemo, takole bo. Tako da dajmo se malo zamisliti, tako kot je bilo že bomo povedali, a si želimo v bistvu na ta način kot družba funkcionirati, da preskakujemo v bistvu zadeve, čeprav vemo, kjer organ ima ključno moč. Tako da sam osebno sem razočaran, ker sem tudi že enkrat v preteklosti doživljal tako zgodbo kot član sveta zavoda, ko so bile volitve ravnateljice in to so zgodbe v bistvu, ki na koncu tisti, ki so vpletenih, ne pozabijo hitro, ampak samo zavodu pa tistem, ki bi mogli koristiti, pa nikoli take stvari ne koristijo. In tudi absolutno mislim, da vse to početje in kandidatov in kandidatki nobenih plusov na delah večjem kakšen minus. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Ja, hvala za besedo, gospod župan. Jaz bi tukaj ob tem, glede na to, če ste vsi pač povedali, tudi jaz sem bila predsednica sveta staršev srednje ekonomske šole in kot taka sem 8 let sedela v svetu zavoda na gimnaziji in se bom tukaj sam to rekla, da se strinjam s tem, kar sta povedala Igor in Šemso. Mene dejansko tukaj bolj zanima, kaj je tisto, kar ni prepričalo v bistvu, kajti po 53a členu postopka za imenovanje ravnatelja lokalna skupnost, svet staršev, dijaki in študentje mnenje obrazložijo. In meni umanjka te obrazložitve. Ne bom se spuščala v te razprave zraven, sploh ne, ker o katerih je bo zdaj veliko govora, ampak dejansko glede na zakon. Kajti dejstvo je, da tudi če lokalna skupnost in organi iz drugega odstavka tega člena ne dajo mnenje v 20 dnevih od dneva, ko so bili zanje zaprošeni, lahko svet odloči o izbiri brez tega. To določa zakon 53a člen in glede na to, kar je rekel tudi prej gospod Korošec, kaj je bilo zadnjič? Zadnjič je bilo pomanjkanje informacij. Če se je jasno bralo, kar je pisalo, se je šlo za to, da so bili podatki pomanjkljivi in da se ni vedelo, o komu in o čem se sploh odloča. Za to gre. Tako da, kot je rečeno, odločil bo svet zavoda odloča, kot odloča, sama sem bila v tem in se tukaj s Sandijem Muršičem povsem strinjam in vem, kako je, ampak še enkrat ponavljam vprašanje, kaj je v bistvu tisto, kar ni prepričalo. Ker če oba kandidata izpolnjujeta mnenje, jaz mislim, da je
občinski svet dolžen pač podati obema pozitivno mnenje. Potem pa svet zavoda odloči, kot odloči. Ali upošteva to mnenje, ali ga pa tudi ne upošteva. Hvala. Hvala. Beseda ima še Anton Tone Smolnikar. Izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav. Predlagal bom sklep, da ukinemo KVIAZ. A ga boste sprejeli ali ne? Kajti KVIAZ ni tisti, pa če ga primerjamo tudi z državnim zborom, ki seveda mora dati soglasje za vseh 10 ali 2 ali 4. In bom priznal, moja napaka, pa si jo naštejem kot napako, ampak moj razmislek je bil največji, da smo glasovali samo, oziroma dali pozitivno mnenje samo enemu kandidatu. Izkušnja od seje prej, dali smo podporo 4 in potem 1 ali 2 celo odstopita, nista več ali nimata pogojev za, govorimo, direktorico vrtca. Mislim, da je seveda KVIAZ za to, da prekontrolira, pregleda dokumentacije, ker pol ure sem printal te zadeve, ker jaz računalnika slabše berem. In seveda sem na nek način protestiral, da smo zadržali tudi tistim, ki so potem v postopku izbire, ki so, oziroma je odpadla. Mislim, da pa seveda poglejmo, kaj v državnem zboru, nekateri ste kolegice tudi bliže državnem zboru kot jaz in nekateri svetniki, da tam v KVIAZ-u premeljejo zgodbo. Lahko pa se zmenimo tudi, da bomo rekli, ne pa KVIAZ vse kandidate pokliče. Ampak mislim, da v tem primeru je bilo pomembno, sam sem se pozanimal malo, kaj se dogaja po Kamniku. Pomembno je vloga ali povezava z občinsko upravo, pomembno za mene je, ali je bilo sodelovanje dobro, in drugo, ali moramo po prvem mandatu že kar menjati. Jaz se ne morem strinjati z Žanom, ki je rekel alarm, kakšen alarm. Zato, če je v tem mandatu te ravnateljce, direktorice, padel rezultat, uspeh naših kamniških gimnazijcev oziroma dijakov. Kar v enem mandatu direktorice pa to pade. To za mene ni alarm. In tam enih 68, jaz sem to gimnazijo končal, imam dobre spomine na gimnazijo, tako kot Žan, pa še kjeri. No, veliko nas je gimnazijcev pravzaprav. Ampak v spominu imam pa za nazaj tudi, da so vedno, ali skoraj vedno, red naredili zaposleni. In ker ne bom imena, priimkov, ravnatelj govoril, pa morda kakšen ravnatelj tudi vmes, pa ne vem, da je bilo treba ga spokati, kot se po kamniško reče. Zakaj? Po enem mandatu. In sem tudi na KVIAZ-u povedal, da bomo vsak mandat menjali nove, zato, zdaj pa še, ko sem dobil te anonimke in te dopise, sem pa še bolj prepričan v to, da sem na koncu bil tisti, ki sem rekel, ne vem, aj prav, da damo kar vsi, ki imajo pogoje, pa kar vsem damo, pa kar bo, pa bo. Torej, alarma ni, jaz bom podprl to, kar sem podprl že tudi na KVIAZ-u, če pa želite, da KVIAZ-a ni, potem pa lahko tudi rečemo, ga ne rabimo. Da bomo kar prišli, 1, 2, 3, 4, vsi za. 1, 2, 3, 12, vseh 12 kandidatov, ko se jih bo v naslednjem mandatu za ravnatelja gimnazije ali vrtca ali kogarkoli prijavilo. Ne, to za mene ni demokracija in ima tudi KVIAZ pomembno vlogo, zato smo tam izvoljeni, imam pa tudi pomembno vlogo, da bom na tem občinskem svetu glasoval za tisto, za kar sem se prepričal tudi na terenu, da ta gospa zna, ampak morda kakšne zadeve pa jim niso všeč tistim, ki red delajo v našem pomembnem srednješolskem centru. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bi dal besedo še poročevalki, gospe Ivanki Učakar. Izvolite. Hvala za besedo.
Na tiho ste, Vas Ivanka. ne slišimo, Ivanka, vas ne slišimo? Evo, Je zdaj v redu? izvolite, ja. 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 Hvala za besedo. Hvala tudi vsem vam za vaša mnenja, za razpravo. In za začetek bi takole rekla. Ni dvoma, da smo vsi v tem občinskem svetu, vsi tukaj prisotni, tako ali drugače osebno povezani s kamniško gimnazijo. Bodisi, da smo njeni bivši dijaki, za našo generacijo bo zdaj 50 let, 71 generacija smo mi. Mogoče so šolo obiskovali naši otroci, morda smo bili nekateri tam zaposleni ali pa smo bili člani sveta zavoda. Vse to se je tudi zdaj v razpravi pokazalo. Skratka, jaz sem bila v vseh teh vlogah. Skratka, vsi to šolo čutimo kot našo šolo in ji želimo vse dobro. Potem zelo na kratko povzemam to, kar ste vi že povedali, da je ustanovitelj gimnazije država in ne občina, in zadnji sklep države, vlade, je bil z leta 2012, ko se je zavod organiziral kot enovita organizacijska enota, ki jo vodi ravnatelj. In še dva pomembna sta, to je svet šole, o katerem ste že marsikaj povedali, tisti, ki je glavni odločevalec, in pa ne pozabimo na komisijo za kakovost. 8 članov komisije za kakovost, ki skrbi za to, ki naj bi skrbela za to, da se stvari v šoli dobro odvijajo. Tudi to smo že vse osvežili, da svet šole sestavlja 13 članov, 5 je predstavnikov delavcev in potem jih je 5 predstavnikov šolajočih se, 2 sta dijaška, 3 so starši, 3 predstavnikov ustanovitelja, od tega en sam tisti, ki ga občina imenuje. To se pravi, ima občina v svetu, če se tako slikovito izrazim, en sam glas. Potem pa, če se vrnemo k pristojnostim sveta, prva alineja pri pristojnosti sveta zavoda, gimnazije, imenuje in razrešuje ravnatelja. Protokol imenovanja ravnatelja je na državnem nivoju, srednje šole, je na državnem nivoju razdelan do podrobnosti. Premišljene so vse različne možnosti, ki se lahko zgodijo. In predvsem sveta zavoda svoja, še enkrat poudarjam, ne nujna, ne obvezujoča mnenja v 20 dneh, kot je Kristina že v četu zapisala, rok je 20 dni. Če ta rok zamudimo, potem postopki tečejo dalje. Ta mnenja poda svet staršev, poda ga dijaška skupnost, poda ga tudi lokalna skupnost. To se pravi, vsaka zainteresirana javnost ima svoj kanal, s katerim signalizira svoje mnenje. Če dijaki v svoji dijaški skupnosti, svet staršev kot svet staršev, potem vsak od zaposlenih po predstavitvi kandidatov glasuje, osebno sam odda svoj glas. In na podlagi vsega tega pa seveda potem odloča svet zavoda. In to ne glede na to, ali prejme ta prejšnja mnenja, ki sem jih omenila, ali pa ne. Potem je pa še naslednja faza, ko se svet zavoda odloči, imenuje, mora dodati še soglasje pristojni minister, spet v 20 dnevih. Če ga minister ne da, če ga država ne da, je pač imenovanje dokončno, ali pa če ga potrdi. Zdaj se pa vprašamo, kaj je pravzaprav naša pristojnost, kaj je tisto, kar je pomembno. Najprej komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Tudi jaz se strinjam s tem, da je to pravzaprav samostojno telo, ki zelo, v katerem so predstavniki vseh političnih opcij, ki so v tem svetu z izjemo Desusa, da mi k temu pristopamo zelo pozorno, da preštudiramo vse gradivo, to se pravi CV-je, program dela, kar prejmemo, vse zelo pozorno preštudiramo, da opravljamo razpravo o tem in da preučimo vse zadeve. In da se komisija kot celota, ko pripravlja predloge, da jih poda občinskemu svetu v sprejem, pripravi z največjo možno mero skrbnosti in objektivnosti. Jaz sem res predsedujoča, predsednica, ki navzven predstavljam to komisijo. Vendarle pa sem prva med enakimi. Vsak član komisije ima možnost razpravljati, vsak član komisije izrazi svoj pogled. In vedno iščemo skupno rešitev in šele na to glasujemo.
In hkrati bi rekla, da v tem mandatu ne delujemo nič zelo drugače kot v preteklih. Tudi takrat je komisija pripravljala predloge občinskemu svetu in ta je včasih glasoval na rednih ali pa celo na dopisnih sejah. Tudi v prejšnjih mandatih je komisija večkrat dala pozitivno mnenje enemu kandidatu, večkrat skoraj enemu kot pa vsem. In dostikrat se zgodi, da pač tega mnenja svet zavoda ne upošteva in izbere nekoga drugega. Tako da težko podpiram način telefonskih klicev ali nekih pisem, ker vsaka zainteresirana javnost ima svoj kanal, po katerem lahko sprejme mnenje, lahko odloča, lahko vpliva. In si na nek način, bom kar trdo rekla, ne dovolim, da nekdo vpliva na občinski svet, če ima možnost vplivati kje drugje. Občina se odloča na tem nivoju, kot je bilo že omenjeno, da sprejme, kaj je pomembno v povezavi z občino. Če osvežim, če majčkeno pogledam nazaj, leta 2010 je za gimnazijo bilo 6 kandidatov in kandidat. In takrat je pripravila komisija sklep, ki ga je občinski svet podprl, da glede na program vodenja podpre enega kandidata. Potem se je zgodilo leto 2016, takrat je občinski svet na podlagi predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podprl med 4 kandidati oziroma 2 kandidatki, 2 kandidata, je dal pozitivno mnenje enemu kandidatu, pa vendarle ta kandidat potem v nadaljnjem postopku ni bil potrjen. Zadnje dneve smo vsi doživljali različne pritiske kot komisija, tudi vi kot občinski svetniki, vendar menim, da moramo vzdrževati, bom temu rekla, zakonitost, zakonite poti, ne moramo si dovoliti, da nam neke anonimke ali neka pisma krojijo naše odločitve. Sandi je že povedal, da je bila odločitev komisije KVIAZ razen njega, to se pravi 16 je bilo za eno mnenje, on se je odločil tako, kot se je, ker je njegovo načelno mnenje tako, da pač bi podprl vse. Sprejmem kritiko, da je bilo morda besedilo premalo natančno oblikovano, ker smo zapisali glede na predloženo dokumentacijo, v katero se jemlje in CV in program vodenja, predvsem program vodenja, pa seveda tudi dosedanje izkušnje. Tako da jaz ali pa komisija, ne glede na različne pritiske, kot komisija stojimo za tem, da glasujemo za predlogom, ki smo ga pripravili, seveda je pa na vas, kako se boste odločili v nadaljnjem glasovanju. Še enkrat pa poudarjam, mnenje je nezavezujoče, neobvezno in s tem za zdaj le končujemo. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Natalija Berlec. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bi pa povedala, da se strinjam pravzaprav skoraj v celoti s Šemsom, razen v delu, kjer on pravi, da ne bi dal pač negativno nobenemu. Jaz pa moram povedati, da mene ravnateljica, obstoječa ravnateljica ni prepričala s svojim delom, niti s tem ne, ko v bistvu vemo za ta potek, da se je v bistvu njihov rezime te šole v bistvu slabšal. Ja, seveda priznavam avtonomnost komisije, zdaj sem pričakovala, da bi nekdo pač povedal pravzaprav odgovoril na ključno vprašanje. Kaj je tisto, kar je botrovalo komisiji, da je dala samo pozitivno mnenje samo enemu članu? Mislim, da ne gre za to, da ne bi posegali v vaše mnenje, gre pa za to, da smo si želeli mogoče še kakšen dodatnega pojasnila. Avtonomnost je tudi na mojem, a ne se pravi pri mojem glasovanju. In če lahko povem, za anonimna pisma niso zbirali podpise, ker je bilo tako kratek rok, to jaz vem, ker sem bila o tem obveščena. Ja, sodelovanje z lokalno skupnostjo absolutno oziroma z občino, vendar pa ta drugi kandidat te možnosti še ni imel.
Vam bom pa povedala moje mnenje tako, glasovala bom proti temu sklepu, ker me ravnateljica obstoječa ni prepričala, žal mi pa je, da gospoda drugega kandidata ne poznam. Hvala. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Ja, jaz bi tukaj samo še enkrat, hvala za besedo, rekla, še vedno nobenega kviza ni potrebno ukiniti za to. Tudi občinski svetniki kot taki smo avtonomni in imamo lahko ob tem svoje mnenje. Ampak še vedno ni odgovora na bistveno vprašanje, kaj je tisto, kar ni prepričalo. V bistvu ni obrazložitve, zakaj drugi kandidat ne ustreza pogojem, ki so bili dani. Glede na to, da mislim, iz tistega, kar sem razbrala potem, kandidat pa vsem ustreza za kandidaturo za ravnatelja gimnazije Kamnik. Tako da tega odgovora še vedno ni. In jaz tukaj bom glasovala proti, ker vem, kako ti postopki tečejo in tako kot je rečeno, tudi je zelo dobro, Ivanka, poznam postopke imenovanja ravnateljev, zakonodajo so zelo jasni, zelo natančni, in tako kot sem že prej rekla, za 53.a člen zahtevajo tudi pisno obrazložitev mnenja, ki ga jaz nisem videla niti tukaj, niti pri vseh 4 kandidatih pri vrtcu, niti kje druge. Si je pa ta kakšna svetniška skupina že kdaj vzela tudi svojo pravico in podala ločeno mnenje, na seji občinskega sveta in kakšno kandidatko tudi osebno diskreditirala, tako da se je že marsikaj dogajalo. Tako da jaz bom vsekakor proti temu sklepu. Hvala. Hvala. Besedo ima Žaklina Zdravkovič. Hvala za besedo, župan. Dober dan vsem. Jaz nisem pričakovala, da se jih bo še kdo toliko prijavil, tako da sta že Natalija in Alenka v bistvu povedali tisto, kar sem jaz želela povedati oziroma vprašati. Sem zelo pozorno poslušala razpravo in sem se tokom razprave odločila, da bom glasovala proti. In se popolnoma strinjam s Šemsotom. Ne vem, zakaj bi, toliko smo slišali, da ne glede na to, da itak bo odločil svet zavoda, zakaj zdaj razpravljamo, zakaj bi se zdaj, bom rekla, odločili za nekoga, ki mogoče tudi ne bo izbran. To je ena zadeva. Druga zadeva pa res bi prosila komisijo za odgovor, ki je bil že parkrat je bilo že danes postavljeno vprašanje, s čim drug kandidat ni prepričal. No, to sem nekako čakala pojasnilo, tako da bom pa glasovala pa proti. Ja. Hvala. Hvala. Besedo ima Karla Urh. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. No, sej predhodniki ste lepo povedali vse v bistvu in me veseli, da smo v bistvu demokratično razpravljali o tej problematiki, ki je nastala. In dejansko, a veste, gre enak priokus dveh kandidatov, torej oba zadostujeta svojimi referencami, pogojev in vsega tega in za enega se odločimo, da mu damo pozitivno mnenje, za drugo pa brez utemeljitve, brez kakršnekoli besede se ne odločimo. Mogoče je modro biti modrejši in obema kandidatoma, ki izpolnjujeta vse pogoje, kajti jaz tudi nisem zasledila nobene besede o tem, zakaj drugi kandidat ni primeren. In se mi zdi bolj modro, da v bistvu premislimo, ker tudi jaz osebno bom glasovala proti temu predlogu, da se v bistvu preferira eno kandidatko, ko pa ima možnost in, kako ne rečem, a veste, svet zavoda, ki odloča, tudi prebere. Pozitivno mnenje je pač izdala lokalna skupnost za kandidatko. Za kandidata se pač ni odločila in mogoče že posredno, tudi v to kolesje preprečimo ali pa onemogočimo proti kandidatu, da je enakovreden v bistvu v tem izboru, ko se to odloča. Zato je tudi prav, da se na našem današnjem sestavu o tem pogovarjamo in mogoče tudi v prihodnje poskušamo pri vseh kandidatih, ki imajo reference, z referencami podprto kandidaturo in je ustrezna, da razmislimo, da se da vsem tem kandidatom z utemeljitvijo, tako kot je tudi Alenka povedala in že prej Šemso in še kdo, Igor,
da jim damo pozitivno mnenje. In to bi bilo diskriminatorno potem izključitev tega, da že v štartu nima iste osnove, kot jo ima nekdo. Toliko v razmislek, ker se mi zdi pošteno, da v bistvu v tem trenutku damo obema kandidatoma pozitivno mnenje. Hvala. Hvala. Besedo ima Edis Rujevič. Hvala lepa, župan, za besedo in lep pozdrav, kolegice, kolegi, predstavniki medijev, občinske uprave, lepo pozdravljeni. Nisem se imel namena oglasiti pri tej točki, pa vidim, da je požela en kup ene debate. Zdaj, zelo enostavno. Če bi želeli to vse skupaj preprečiti, bi dali pač obema kandidatoma pozitivno mnenje. In jaz, če bi se kdo pol prijavil, pol bi neki bodisi lobiral za enega kandidata, ker bi bilo očitno, bodisi na kakšen postopkovni predlog opozoril. Ker tega nismo storili, smo zdaj v situaciji, v kateri smo, da v bistvu 1 uro pa 10 minut namenjamo temu in bom tako rekel drugače, veliko lažje bi bilo, če damo pač bi dali obema kandidatoma na kviazu pozitivno mnenje, pa naj se vrnem zdaj nazaj, zakaj sem se hotel oglasiti, ker nisem vedel, da bo vprašljiva avtonomnost kviaza. Bilo je govora, in to ne malo, o avtonomnosti kviaza. Glejte, drage kolegice in kolegi, dajmo razčistiti par pojmov. Vsa delovna telesa so avtonomna in kakršnokoli odločitev sprejmemo, so za spoštovati. Niso pa zavezujoča, ker je občinski svet kot izvoljen organ nad temi delovnimi telesi in tista odločitev, ki je odločena na seji, potem velja. Tako da to dvoje ni v nekem krešu eno z drugim, pač pa to ne bi bilo precedenčno, da odbor bi dal eno mnenje, pa da bi potem na seji šlo. Torej delovno telo oziroma v tem primeru komisija izda eno mnenje in potem da občinski svet drugo mnenje. Pri tej točki je pa toliko bolj pomembno. Tukaj občinski svet, vsaj jaz v razpravi nisem zaznal, mislim, da tudi Natalija je nazadnje zelo lepo opisala. Ne gre za proti kandidatki. Jaz moram reči, da niti kandidata, niti kandidatke ne poznam. Bom zelo odkrito povedal. Ampak, a veste, na drugi strani, ko pa nekomu ne damo pozitivnega mnenja, ne damo enakopravne, predstavitve, kaj pa je to, kar pa favoriziranje nekoga. Tako da bi pa to podprl, to favoriziranje, se pa moram reči, da meni osebno so neprimerni, oziroma neprimerni, bolj navijaški kot karkoli stavki, a bomo zdaj po enem mandatu menjali. Ja, lejte, če je več kandidatov, naj bo tisti, ki je najboljši, ki ima najboljše reference, vodi to naprej. Kdo bo pa to? Sem pa jaz najmanj kompetenten. Po Šemsotu, ki je bil tam ravnatelj, jaz lahko opozorim samo na procesne zadeve in na te opozarjam. Tako da v prihodnje kviaz ni ogrožen, njegova avtonomnost ne, vkolikor bo občinski svet podal drugačno mnenje, tudi za kakršenkoli odbor. To je sklepna misel. Hvala, župan. Hvala. Besedo ima dr. Janez Rihner. Ja, jaz se opravičujem, danes me res neki internet prekinja in imam jaz v chatu čisto drugače, pa v glavnem. Zelo zanimiva razprava, no, se mi zdi, kaj je sploh namen kviaza in kako, oziroma te komisije za mandatno vprašanje itd., kako gledamo na to delovno telo in njegovo delo. Se mi zdi, da že zelo od začetka nekdo je rekel, da so pač odločitve oziroma mnenje občinskega sveta, pa seveda tudi kviaza zelo pomembno, tako da se jaz ne strinjam s tem, da bi pač mi kar a priori vsem dali vedno pozitivno mnenje, ker potem se to res razvrednoti, to naše mnenje, in potem noben itak se to naše mnenje nikamor ga ne bo upošteval ali kakorkoli, tako da če že po razpravi telo ugotovi, da preferira, ali bi rekel pozitivno mnenje, da enemu, drugemu pa ne, je to za spoštovati. Seveda se pa lahko to potem tudi na razpravi na občinskem svetu spremeni. Moramo pa paziti res, da ne bomo v prihodnosti spodbudili
kandidate, ki se bodo prijavljali na vodilna mesta v javnih zavodih, da bodo vsakšno odločitev, kakršnakoli že bo kviza, potem pošiljali, ne vem, kakšna vprašanja, pisma, telefonske klice v smislu pritiska na občinski svet, ne. Ker se mi zdi, to je bilo premalo izpostavljeno, kaj sploh naše mnenje pomeni, ali mi odločamo o delu, ne vem, o stanju na šoli, o zadovoljstvu dijaške skupnosti, o zadovoljstvu staršev, o delu, ne vem kaj, ampak kar res občina oziroma občinski svet podaja mnenje o sodelovanju šole z lokalno skupnostjo in to je to, ne. In zdaj, če je pač na tej razpravi na komisiji bilo podano mnenje, da je to sodelovanje ok in v redu in da bi ga bilo dobro nadaljevati, je to mnenje občinskega sveta. Kaj je pa mnenje dijaške skupnosti ali pa mnenje staršev, kaj so pa drugi kanali, to je tudi Ivanka lepo povedala, ne. Tako da res moramo paziti, da ne razvrednotimo naših mnenj, no, da bi se, ker ko se prijavljajo kandidati na razpis, če ne izpolnjujejo pogojev za tisto delovno mesto, že odpadajo, sploh ne morejo priti, da bi prišla njihova predstavitev na svet zavoda. Tako da vsi, ki pridejo na svet zavoda, izpolnjujejo vse pogoje. Se pravi, vsa ta dodatna mnenja so dodatna vrednost oziroma dajo dodatne informacije pri odločanju sveta. Tako da se mi zdi, še posebej, če bo ta tekma zelo tesna, da je zelo pomembno, da se pač občinski svet izjasni. Zdaj, KVIAZ je dal takšno mnenje, zdaj kakšno mnenje bo dal pa občinski svet, pa ne vem, ali bo enako, ali bo drugačno. Tako da se mi zdi ta razprava zelo, zelo dobra in zelo Hvala. Janez, besedo ima Igor Žavbi. No, dr. Rifel je uporabil dve lepi besedi, preferiramo in pa dodana vrednost. In iz razprave se zelo dobro vidi, koga preferira županova stranka Nova Slovenija oziroma svetnice in svetniki Nove Slovenije skupaj z gospodom Smolnikarjem. Jaz zdaj dve vprašanji sem postavil, pa na njih nisem dobil odgovora. Kje je pismo, ki naj bi občinski svetniki dobili? Zakaj nam ga niste posredovali? In drugič, zakaj vas drugi kandidat ni prepričal? Tega odgovora nismo dobili. Mi ne vemo, zakaj te drug ni prav in to hočemo vprašati. In če gospod Smolnikar reče, ukinimo KVIAZ, narobe je rekel, ukinimo občinski svet, če je tako. Če bo KVIAZ nekaj odločil in bo mogel občinski svet točno tisto potrditi. Ja, kdo pa je več, občinski svet ali KVIAZ? Ukinimo občinski svet, pa naj odbori sami odločajo. To mislim, da ne gremo v pravo smer, ne? Občinski svet ima vedno možnost, bom rekel, povoziti KVIAZ ali katerikoli drug odbor. Vedno. Ne? In jaz si predstavljam, da predstavnik občine v svetu zavoda glasuje tako, kot izglasuje občinski svet. Ampak smo ravno pri Novi Sloveniji videli, da temu ni tako. Ravno predstavnik Nove Slovenije je glasoval kontra temu in je potem govoril, da je imel ločeno mnenje po svoji vesti, ne? V preteklosti. A veste, župan, ne odkimava, to tako je, ne, tako se obnašate. Mi nobenega ne preferiramo, mi želimo, da damo obema soglasje, zato ker nimamo dovolj podatkov. Kje vas ta drug ni prepričal? In nihče ni nikdar rekel, da prejšnjič ni bilo prav, ko ste dali soglasje vsem štirim. Mi samo opozarjamo, da nismo imeli podatkov, da nismo vedeli, o kom glasujemo. In tako kot je rekel Iztok, lahko bi glasovali tudi za bistriško Kolomajsarco. In če nekomu ne daš mnenja, ne vem, kdo je rekel, nismo dali negativnega mnenja, to ne pomeni, ker nismo dali mnenja, nismo dali negativnega mnenja. Če daš nekomu pozitivno mnenje, drugmu pa mnenja ne daš, je to isto, kot da rečeš, eden je dober, ta drug pa ni dober. In ne se zgovarjati, pač nismo dali mnenja. To je negativno mnenje za mene. In ne vem, in za konec bi samo še to poudaril, kar sem že parkrat rekel. Če v občinskem svetu glasuješ za, samo zato, ker so tudi drugi glasovali za, ali pa na kateremkoli odboru, potem nisi na pravem mestu. Občinski svetnik, ki ne glasuje po svoji vesti, nima v občinskem svetu kaj delati in glasovati samo zato, ker so drugi za in biti tiho.
Češ, ne bom se oglašal, vse je večina za. Vedno je potreba povedati, kaj je tvoje mnenje, kaj je tvoje prepričanje. Zato pa smo tukaj, drugače nas pa ne rabimo. Pa naredimo tako, kot je gospod Smolnikar rekel, pa vse skupaj ukinimo. Hvala. Besedo ima Žan Potočnik. Ja, lep pozdrav ponovno še enkrat z moje strani. Ja, jaz se moram oglasiti na par leplik oziroma na par mnenj. Moram reči, da se zelo strinjam z gospo Brlečevo, mi je všeč bila njena razprava in se absolutno strinjam z njo. Zdaj, eni kolegi pa ste mi zelo tako, delujete zelo všečno. Jaz bi rekel, bodimo pošteni, prihajate iz nekateri stranke, izrazito poudarjate poštenost in te tradicionalne vrednote in si priznajmo in nalijmo čistega vina, da preferirate kandidatko. Ker mi, poslušajte, od vas ne zahtevamo nič drugega, kot da kandidate obravnavamo enakopravno, enakovredno. To je vse, kar zahtevamo. In vi dajete že zdaj, lepo smo poslušali, res je, svet zavoda, tako naprej. Ja, in zakaj se mi tukaj postavljamo na eno mnenje, če potem da ključno besedo svet zavoda, v katerem so zaposleni, starši, dijaki, država in predstavnik nas, ne? In kaj je narobe, če mi kot gospod Rifal je rekel, ne smemo tukaj mešati pa lokalna skupnost, pa dijake, pa starše. Ja, kdo pa je lokalna skupnost? Kdo je lokalna skupnost? So starši, so dijaki, to je lokalna skupnost in njihovo mnenje velja. In poslušajte, da ne bo kdo narobe vzel, jaz ne preferiram nikogar, želim pa pošteno obravnavo in enakopravno. In če iz razbranega oziroma iz predloženega oba kandidata izpolnjujeta pogoje, zakaj se nekoga preferira? Naj odloči zavod. In cenim razpravo gospoda Smolnika, ker je pošteno povedal, ampak dajmo si tudi kolegice in kolegi v kviazu natočiti čistega vina in dajte stati za svojimi besedami in povejte, kako ste glasovali. In povejte, da pač očitno preferirate nekoga, ne, saj ni problem. Glejte, jaz nimam težav. Jaz sem za to, jaz oba kandidata poznam, oba sta mi v redu, ampak jaz bi rad dal težo na svet zavod, naj oni izberejo izmed teh dveh, kdo je za njih pravi. In gospod Smolnikar, seveda se pozna, tudi matura je izrazito pomemben ukrep, ker posledica padca mature je posledica motivacija dijakov, posledično motivacije dela učiteljev in to je objektiven, realen pokazatelj. Prej smo imeli razne primere, tudi gospod Šemso pozna, kakšne so bile kakšne ravnateljice prej, tudi jaz vem in celo nekatere so bile bolne, pa ni matura tako nizko padla, kot je zdaj. Samo toliko vam povem. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala. Beseda ima Robi Prosen. Ja, hvala lepa za besedo. Moram reči, da se najprej niti nisem imel namena oglasiti na to temo, ampak razprava me je spodbudila k temu, da tudi jaz povem svoje mnenje. Najprej bom povedal, da bom glasoval za, pa je zato, ker si ne dovolim, da nekateri želijo vplivati na moje mnenje in sicer v primeru z nekimi anonimkami, pismi, maili in takimi stvarmi. Jim je pa vsem tem, se mi po mojem mnenju zdi, vsem tem, ki to delajo, uspelo točno to, kar so hoteli. Daj ne vem, koga mi diskreditiramo danes. Verjetno zdajšnjo ravnateljico, ki jo tudi eden še ni nič kaj dobrega v njej pozitivnega povedal, in to je tista stvar, ki je mene zmotila. Na koncev pa občinski svet in pa kviaz o tem, da samo mnenje odločajo, tako kot smo že danes najmanj 20krat slišali, odločajo svet zavoda šole. Oni se bojo odločili, koga hočejo imeti. To, da skremo pa mi tule politikanstvo, pa levi, pa desni, pa gor, pa dol, to mi je pa žalostno. In škoda je, da imamo 1:25 minut takih pogovorov za stvari, ki jih bojo na koncu odločali drugi. Še enkrat pa povem, se pravi tisti, ki so to sprožili, jim je uspel, da se mi tukaj med sabo pregovarjamo in kregamo, na koncu bojo pa odločali tisti drugi. Samo to. Hvala. Hvala. Besedo ima še Nives Matjan.
Gospa Nives Matjan se mi je prijavila na telefon, zdaj, a ste prisotni? Ne? Ok, potem bom, preden zaključim razpravo, dal besedo še gospe Ivanki Učakar kot poročevalki. Izvolite, Ivanka. Hvala še enkrat za besedo. Dolžna sem nekaj pojasnil. Najprej bi povedala to. V svojem imenu govorim, pa najbrž tudi v imenu drugih članov komisije, da smo obravnavali oba kandidata, oziroma kandidatko in kandidata enakopravno, enakovredno in odgovorno. Da smo pozorno proučili gradivo. Da pa morda smo malce preohlapno zapisali pojasnilo, morda bi morali zapisati takole. Na podlagi predložene dokumentacije, upoštevaje razdelani program dela za razpisano mandatno obdobje in ker govorimo o pozitivnem mnenju o kandidatki, njeno dosedanje vodenje šole in poznavanje problematike je KVIAS oziroma Komisija za mandatna vprašanja sprejela navedeno odločitev oziroma občinski svet sprejel navedeno odločitev. To se pravi, res smo pozorno pregledali eno in drugo gradivo. Upoštevali smo tudi to, kar je bilo že omenjeno, dosedanje delo oziroma stik z lokalno skupnostjo. Če pa sem čisto konkretna, morda je prevagalo tudi to, da kandidat še nima izpita za ravnatelja v celoti in ga bo še moral opraviti, pa še nekatere druge stvari, ki so kazale, pač ko pregledaš razdelan program dela, vidiš, v katero smer zadeve gredo. Ni bilo veliko besede o e-učenju, pa bo to vendarle v naslednjih letih kar pomembno. Potem pa še moj čisto osebni komentar. V hiši, v zavodu imajo tudi komisijo za kakovost, ki pač bo tudi poskrbela za določene stvari, da se bodo dobro odvijale. Ima svoje pristojnosti. Toliko, hvala. Preden zaključim razpravo, zdaj nekaj je bilo tudi na županova stranka, ne, KVIAS je sestavljen iz 7 predstavnikov vseh strank razen Desusa in vsi razen Tandi Uršič, ki je podporil oba, so glasovali za enega kandidata. Ne vem, zakaj zdaj je treba to politikanstvo. Torej 6 glasov je na KVIAS-u bilo za eno kandidatko, en pa je bil za oba dva. Zdaj, če bi vedno podprli vse, pač vedno je tako, da pač komisija, ki na šoli ali pa na zavodu pač preveri vse prispele prijave in oni pač že tam presejo in rečejo tiste, ki so ustrezne, jih dajo naprej odločanje. In če bi vedno jaz podprl vse, potem res je vprašanje, zakaj bi ga imeli. Ampak kljub vsemu, na vas, na svetnicah in svetnikih je vprašanje, če pa še ocenim delo ravnateljice kot sodelovanje z občino, pa mislim, da je bilo tako kot najbrž tudi že v preteklih mandatih, v tem mandatu te ravnateljice na visokem nivoju in zelo konstruktivno. Torej, zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep, mnenje k imenovanju ravnateljice gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Proti. Natalija Berlec. Proti. Anton Iskra. Za. Alenka Jelšnik. Proti. Karmen Kapla. Vzdržana. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Proti. Magister Šemso Mojanović. Glasujem proti. Duško Papež. Duško Papež. Ančko Podbevšek. Proti. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Proti. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujović. Proti. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Franci Spruh. Za. Marko Šarc.
Proti. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Proti. Aleksandar Uršič, Sandi Uršič, Žaklina Zdravkovič, Proti. Grega Zorman, Proti. Igor Žavbi. Proti. Za je glasovalo 12 svetnic in svetnikov, proti 13. Ugotavljam, da sklep ni sprejet in prehajamo na tretji sklep. To je sklep o imenovanju predstavnice lokalne skupnosti v svet gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Poročevalka Ivanka Učakar, imate besedo. Še enkrat hvala za besedo. Na ta isti seji smo obravnavali tudi zaprosilo sveta Zavoda gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra, da lokalna skupnost imenuje svojega predstavnika ali predstavnico in komisija predlaga občinskemu svetu, da za predstavnico potrdi Mojco Škraba. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki? Ne, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o imenovanju predstavnice lokalne skupnosti v svet gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bergant? Za. Natalija Berlec? Za. Anton Iskra? Za. Alenka Jevšnik? Za. Karmen Kapla? Za. Jože Korošec? Za. Dr. Jernej Markelj? Za. Nives Metjan? Glasujem za. Magister Šemso Mujanovič? Glasujem za. Duško Papež? Za. Ančka Podbevšek? Ančka Podbevšek? Bogan Pogačar? Za. Žan Potočnik? Za. Robi Prosten? Za. Dr. Janez Rifel? Za. Edis Rujovič? Za. Matija Sitar Močnik? Za. Cvetka Slatnik? Za. Anton Tone Smolnikar? Za. Francis Pruk? Za. Marko Šarc? Za. Mojca Škraba? Za. Ivanka Učakar? Za. Karla Urh? Ja. Aleksandar Uršič? Sandi Uršič? Žaklina Zdravkovič? Za. Grega Zorman? Za. Igor Žavbi? Za. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet.